Mogoče ena stvar, če te bo zanimala, lahko malo pokomentirava to stvar, ki se je zgodila z GameStopom pa Robin Hoodom. Mogoče, a bi ti znal na hitro povedati, kaj se je zgodilo za tiste poslušalce, ki ne vejo? Ja, zdaj se je že kar veliko zgodilo. No, pač en overview te zgodbe, ki je bila ful zanimiva. Dajmo začeti malo bolj na začetku oziroma malo bolj v preteklosti, ker ta zgodba se začne po moje že kar do ene dobre pol leta prej, kakor je to zdaj, ki je prišlo na plano, ja, v zadnjem mesecu. Zelo popularen je subreddit, ki se imenuje Wall Street Bets. To je pač forum na Redditu. A si prepoznal pred tem? Ja. Kaj jaz nisem? Ja. Aha. Veš, da je bil moderator včasih tega subreddita, Škreli. Aha, kaj že on je Pharma King ali kako se reče? Tako, ja, Pharma Boy. On je zdaj v zaporu, ne? Ne vem točno, ampak mislim, da je pogojno, zdaj na pogojni kazni. Ja, je doma, ne vem, zaprt, nekaj takega, no. Tako da zaradi tega sem jaz poznal Wall Street Bets. Ja, jaz pred nisem pred tem, Ja. nisem tok na Redditu, no. Aha. Tako da vem, da ga ti ful uporabljaš, ampak nekako vedno, ko googlam stvari, prestanem na Redditu, pa si odgovorim na kakšno vprašanje, ampak tako, da bi pa čekeru dnevno ali pa tedensko, to pa nikoli nisem nekako padel noter. Ja, jaz sem pa kar, to je moj main social. A res? Ja. Sicer jaz ne bi rekel to, da je social network, to je pač nek webpage, kjer jaz po moje večino časa, ko sem na internetu, tako preživim. No in na Wall Street Bets, to je forum, kjer se ljudje pogovarjajo o investiranju v delance. Tako čisto na kratko. No in pa je tam je en član tega foruma, ki ima naslov Deep Fucking Value, mislim naslov ime v to forumsko. Se zdaj tudi znan pod njegovim pravim imenom, Keith Gill. Ima pa tudi en YouTube channel, Roaring Kitty. Ja. No in on je v bistvu investor, tako, če bi čist rekel. On v bistvu išče priložnosti in ali je špekulant, ker zadnjici zelo dobro razdelil to, tako da meni bolj to paše v to kategorijo. Ampak dajmo reči, dajmo tako reči, on je mal bolj profesionalen špekulant. Ja, to sigurno. Zato, ker on, recimo, no in da zdaj pa se začne zgodba, on je potem v enem svojem tem live streamu, pač streama na YouTubu, je šel analizirati podjetje GameStop. Se pravi, je odprl njihove bilance, računovodske izkaze in tako naprej. In je skozi to analizo tudi ugotovil, da obstaja veliko tako imenovanih short pozicij, da očitno pač te hedge skladi zdaj stavijo proti GameStopu. In to je short, za tiste, ki zelo poenostavljeno, da staviš, da bo cena padla. No, lahko še to povemo, kaj to pomeni. Zdaj neki, dajmo reči, navadni vlagatelji so včasih lahko vlagali, ali pa to moramo zdaj malo pojasniti, zakaj je zdaj to sploh ratala neka velika zgodba. Zato, ker se je v zadnjem času, ali pa rečemo v zadnjih 5 letih, je fintech dostop v bistvu do finančnih inštrumentov je ratal dostop je ratal bolj več ljudi ima zdaj dostop do tega zaradi teh aplikacij, kot so Revolut, Robinhood, N26, ne vem, če ima N26, to v glavnem. Vsak ima danes lahko na telefonu, lahko ti v bistvu odpreš, se tam registriraš account in praktično imaš dostop do teh trgov, ki jih včasih nisi imel, ni bilo tako enostavno. No in tudi zaradi tega so
te skupnosti začele pridobivati na popularnosti in potem se pa zaradi social medija te informacije hitreje začnejo širiti. No in ta Keith Gill, on je bil zelo v bistvu vokalen, zelo je bil glasen, zelo je promoviral to idejo, da se tukaj zna to zgoditi, da bodo hedge skladi probali to delnico shortati in na podlagi tega zaslužiti. No in zdaj, kaj se zgodi? Zdaj moramo malo ta short razložiti. Short je v bistvu, to je v bistvu tržna pozicija, kjer si hedge sklad sposodi denar za to, da kupi delnice, in jih takoj proda naprej. Potem pa v bistvu čaka, da delnice padejo. V bistvu tako, on si delnice sposodi. Ja. Se pravi, nekdo ima delnico in hedge sklad si od njega ali pa ta trader si sposodi te delnice. On si je tudi cash za to sposodil, to je tako dvojni v bistvu borov. On te delnice takoj proda, in zdaj to pomeni, da je on v poziciji, ko je nekomu dolžen, da to delnico vrne. Delnice je dolžen, ne? Tako, dolžen je delnice, ne? Potem pa cena delnic pade, on v bistvu to on pričakuje v tem tradu. Potem pa delnice padejo in on jih za dosti nižjo ceno zdaj kupi nazaj in jih vrne. In tukaj on naredi profit. Ampak če se pa to ne zgodi, če gre delnica gor, namesto dol, če pa gre cena delnice gor, je pa on zdaj tukaj v nezavidljivem položaju, oziroma to ni želen položaj za njega. In ker ima veliko hedge skladov pač sposojen cash za to, da si je sposodil delnice, mora plačevati neke obresti. In to pomeni, da moraš pa nekje drugje zdaj financirati te obresti, ki jih moraš odplačevati. In točno to se je začelo dogajati. Se pravi, veliko število ljudi, malih nekih špekulantov, je začel kupovati GameStop delnico. In to pa potem je čist normalen mehanizem ponudbe in povpraševanja, je cena delnice začela rasti. In potem je tukaj kar neka tekma se pol ustvarja. Vedno več ljudi mora delnico v bistvu kupovati, da ti ceno dvigaš. Predtem pa v bistvu ogrožaš položaj hedge skladov, ki imajo pa zdaj to pozicijo, da pa morajo odplačevati obresti. Ja. In to je nastala, in to je ratala prav neka medijsko zanimiva zgodba, lih zaradi tega, ker je to kao mali človek proti Wall Streetu. Ja. To je ta klasična zgodba. Ja. Veliko ljudi je dal velike količine denarja v to. Pa so tam na Wall Street Bets se ljudje hvalijo, kako so dali milijon. Tako, za hec. Pa potem, ko je bila že delnica krat 3, Mislim, je bila že krat 10, ker GameStop je bil lani, $4, pa je pa prišel. Mislim, to so bili krat 100. Prišel je na 500, ali $400, $450. Tam nekje se je gibal. Mogoče še to pomembno, ker ta Keith, on je v bistvu videl ali pa predvideval, da če bi delnica rasla, bo prišlo do enega pojava, ki se reče short squeeze. In short squeeze je, kolikor jaz razumem, je te skladi, ki imajo short pozicije, zaradi tega, ker je cena zrasla, morajo nove pozicije odpreti. In da oni nove pozicije odprejo, kupijo ceno, kar je dodaten pressure navzgor. In to drugo fida in v bistvu potiska delnica navzgor. In točno to ne bi se zgodilo, ker je enormne rasti so bile v tistih dneh ali 2 dneh ali koliko, ali 3 dneh. Pol, a gremo na to, na Robin Hood? Robin Hood je bila pa neka, to je pa v Ameriki zelo
popularna aplikacija za tradanje brez fijev. Ja. Se pravi, za retail investorje, kot se jim reče, to je nekako vsakodnevni folk, ki niso finančni neki strokovnjaki ali pa s tem se ne ukvarjajo, njim rečejo retail investorji. In to je aplikacija za retail investorje. In po 2 dneh, se mi zdi, rasti te delnice, je Robinhood... Ni bilo po 2 dneh, ampak tako, ko se je to začela, je začel v bistvu Wall Street opozarjati, da gre zdaj za manipulacijo. Da ena skupina ljudi, v bistvu tam na Wall Street Bets, da zdaj manipulira. Da v bistvu prepričuje ljudi, naj kupijo to delnico in oni so to videli kot neko manipulacijo. Ja, no sej, ampak vem, da je tudi šla gor na CNBC tale CEO Nasdaq-a, ženska nekaj je rekla, da ne se ustavi trgovanje. Ja. In to je meni bilo tako zelo noro, ker tudi šef od Interactive Brokersa je rekel, da v bistvu, ker na Interactive Brokersu mislim, da so tudi, ali so neki zablokirali to trgovanje, je on v bistvu pol tako rekel, da oni hočejo zaščititi trg. Ja. Tako malo, sebe v bistvu. Ne? Ja, mislim, ni rekel sebe, ampak rekel, hočemo zaščititi trg. Market je, s tem v bistvu je se izgovoril. Ja, kar pa je bilo zelo sporno, če se vrnemo na Robinhood, je, da je Robinhood zablokiral samo nakup delnice. Prodal si jo pa še vedno lahko. In zdaj v bistvu je to vprašanje, a so oni tukaj kaj bi pa ti naredili? Manipulirali. Okay, najprej moramo v bistvu malo predebatirati o tem, zakaj so oni mogli ustaviti kupovanje. Ja, zato, ker so tudi oni tukaj affected. Mislim, kolikor sem jaz spremljal to zgodbo, zelo ne poznam v ozadju teh stvari, ampak oni morajo neko, ko ti kupaš kot retail investor na tej aplikaciji delnico, se ne izvrši nakup takoj dejanske delnice, ampak oni morajo neko vsoto zavarovanja dati neki firmi, ki jim daje te delnice, se pravi Robinhood. No, in baje je ta CEO Robinhooda, ta Vlad, da je po noč dobil klic in da je ta firma, s katerimi imajo oni ta deal, zahtevala tega zavarovanja ali poroštništva ali nek znesek za tok teh delnic, ki so jih kupovali njihovi uporabniki, 3 milijarde. In da v bistvu ne bi bil razlog to, da Robinhood enostavno ni imel toliko kapitala, da bi to pokril. In so mogli pač ustaviti nakupovanje. Niso trgovanje, nakupovanje so ustavili. Ja, to je sporno. Zdaj pa me zanima, če si ti Vlad, če si ti CEO, pa recimo, da je to resničen razlog, da niso dobili nobenega klica od nekih, zdaj pa ti ustav, ker jaz zgubljam tukaj. Recimo, da je to ta uradna zgodba pravilna. Kaj bi ti naredil? A ti bi oboje ustavil in sell in buy? Ali samo buy, ker si rekel, da ti je to šlo v nos, da so samo buy ustavili. Težko komentiram, zato ker se mi zdi, da še večje sranje, če bi ti onemogočil in sell in buy. Ne strinjam se. Jaz mislim, da bi tudi press release, ki so ga oni dali, ker jaz sem to zgodbo tudi spremljal zato, valjda, ker sem pač marketingaš, ker me je zanimalo, kako bojo oni to komunicirali. PR vidik. To me je blazno zanimalo. Kako bo Wall Street to, kako mediji to v bistvu pokrivajo. Tako, zanima me cel ta, tako kot si rekel, PR-ovski vidik, komuniciranje o tem. In moram reči, da od Robinhooda PR, ki so ga oni dali ven, zakaj so to naredili, je bil izjemno slab. Ja. Vse to so priznali. Katastrofa. Mislim, tako, ne moreš verjeti, kako tako neko podjetje, ko oni so nek unicorn, v ne vem, so iz Silicon Valley. Ja, mislim, da so Silicon Valley, ja. A veš, mislim, tako, jaz sem bil res presenečen. In zanimivo je bilo polje, nekdo na Twitterju je v bistvu vzel ta press release in ga malo po svoje oblikoval, kako bi oni mogli, skomunicirati. Je bilo tako zelo zanimivo. In ja, jaz mislim, da oni so pa tam komunicirali
kot da tako, probali so to nekako razložiti, pa probali so tako reči, da bojo zavarovali vse, tako uporabnike. Ja. In na podlagi tega se mi zdi, da je to napačen pristop. Če hočeš zavarovati, pač da rečeš, lej, imamo na eni strani ta nek naš poslovni razlog, da mi sploh lahko še naprej obstajamo, pa imamo na drugi strani pa neke uporabnike, bi po mojem bilo bolj, da bi oni rekli, lej, trgovanje tega je zdaj ustavljeno za nekaj časa, popolno, ne. Mislim, veš, ker če ti rečeš, ustavimo samo nakup, s tem si dal jasen signal, mislim, jasno je, da je zdaj na voljo samo prodaja tega. In če lahko večina ljudi samo tako, in če hoče večina ljudi samo, če lahko večina ljudi samo prodaja, s tem pač povzročiš neko paniko in seveda nižanje, tako da nič nisi zavaroval. Tlej si v bistvu celo, po mojem, še slabš naredil, ker si lahko tak efekt sprožil, se pravi panika in padanje vrednosti delnice. Tako da... Kaj pa, če sem jaz kot user, recimo, kupam delnice GameStopa, sem na Robinhoodu in tam jih imam zaklenjenje in oni zaklenjajo in buy in sell za 3 dni in na trgu se zgodi marsikaj, ampak jaz pa ne moram niti prodati, ne moram iti ven iz svoje pozicije, ker tukaj po moje bi oni še več pokasirali, tako, če si provam predstavljati, če bi se zgodilo to, da bi oni ustavili trgovanje, njihovi useri bi se ful pizdili, ker cena bi padla, slejka prej, ker je bila, ker je zrasla. Kle v bistvu ni, jaz mislim, da tukaj ni dobre rešitve za Robinhood v tej situaciji, tako, če strateško gledaš. Boš bi mogel komunicirati, kot si rekel. Lej, to sigurno, ampak oni so zbirali med 2 ali pa med 3 slabimi za njih, in potem so probali zbrati najmanj slabo stvar. Ja. Mislim, zdaj, a je on dobil tak klic ali ne vemo, ampak dejstvo pa je, da oni nimajo svojega kapitala, s katerim zalagajo. Oni si pač to sposojajo. Tako da, mislim, res zanimiva, tudi poslovno, tako, če te biznis zanima, a veš, mislim, Robinhood je dobro napisal, oni so si 8 let gradili renome, ugled, tudi njihovo ime, Robinhood, Pa njih mission statement. Ja. Mi smo za malega, da lahko on kupuje delnice, ima dostop do teh trgov. In to se je ljudem... So kontra naredili. To se je ljudem zelo zamerali, ker so šli proti tej svoji misiji. In en je lepo komentiral, oni so 7-8 let gradili ugled, ki so si ga zdaj v 24 urah podarali.